Dobrodošli na to prvo nedeljo v maju. Danes jo posvečamo našemu mlademu sodelavcu. Bomo videli, kaj je delal, s čim je nekako zdaj zaključil svoj magistrski študij. Mislim, da je bil 8. april. Ja, tako, 8. april. Ko je zagovarjal, prej smo ga pa zelo priganjali, da bi to končno naredil. Ampak dobro, rezultat je, in evo takoj nekako smo tudi rekli, da je prav, da bi to predstavil nam in da dobi ravno to prvo nedeljo v maju, ko se začne eno tako lepo obdobje, ko je že vse prebojeno, tudi naša Sava in Krka sta že tudi v takem lepem toku, tako da je bil tak nek pravi čas. Jaz moram reči, da v bistvu niti ne vem točno, da približno vem, kaj nas čaka. Je pa zagotovo to naše veselje, se pravi, da se je ukvarjal s svojim območjem, odkudar izhaja in seveda to tudi potem pomeni, da nas kot muzej in za vse, ki jih zanima preteklost, seveda nekaj novega, neka nova spoznanja, tisto, kar mogoče je kdo že vedel, ampak bo obnovil, kar pa nismo vedeli, pa seveda nas bo zagotovo navdahnilo. Tako da, Timotej, predajamo ti to okroglo poročno dvorano in potem seveda, ko bo zaključil, pa boste postavili še vprašanja, potem pa imamo še na terasi pripravljeno, tako da ne bi bili predolgo noter, lahko potem še malo uživamo v tem lepem vremenu, ampak ti si kar lepo Se ni zabat. Tako. Torej, Timotej Pavlin, magister arheologije, pri nas zaposlen sicer kot koordinator in organizator kulturnih programov na projektu Intervine, malo drugo, kot je zdaj bila ta njegova magistrska tema, ampak kot ugotavljamo, vedno so stvari povezane. Tako da ni naključi in tudi to ni tako. Izvoli, Timotej. Ja, najlepša hvala. Kot je že Alenka napovedala, se pravi, to je predstavitev nastala po moji magisterski nalogi z naslovom Arheološka slika sotočja Save in Krke. V njej bom prvo predstavil nekaj novih ugotovitev, predvsem o Gorjancih, se pravi vzhodno od Kostanjevice na Krki. Hkrati pa potem pa poskušal narediti eno sintezo, eno širšo sliko prikazati, se pravi, arheologije ali pa preteklosti tega področja od mezolitika do konca srednjega veka, kjer bom predstavil nekaj že znana arheološka najdišča, po drugi strani pa upam, da tudi malo na drugačen način, kot se je do zdaj jih interpretiralo, jih umestil, kontekstualiziral na ta način. Se pravi, neko širšo sliko na način, ki še do zdaj ni bil narejen. Tako da, to je to in se kar gremo. Se pravi, v magisterski nalogi sem se ukvarjal s tem prostorom, se pravi to, kar je sivo označeno. Na tem prostoru sem iskal nova arheološka najdišča, se pravi, in tale prostor, če ga umestimo v širši geografski kontekst, so v bistvu to prostor Brežiških vrat, ki je tle z rdečo označen, z Gorjanci na jugu, ki so, se pravi, že nek severni obronki tega dinarskega sveta, se pravi, na vzhodu imamo to veliko odprto ravnino, se pravi, Panonsko kotlino, na zahodu in na severu se pa v bistvu že začenjajo Alpe, se pravi, na nek način so Brežiška vrata nek prostor, kjer v bistvu Sava iz tega alpskega sveta se izlije v to odprto veliko kotlino, Panonsko kotlino, ki pa vemo je pomembna, čez njo teče Donava, ki je v bistvu ena izmed najpomembnejših prometnic v Evropi in tako naprej. Se pravi, na tak način je treba začeti razumeti ta prostor kot nek prehod med Panonskim svetom in na to alpskim in dalje proti Italiji, se pravi, nek prehodni prostor. Ena stvar, ki sem jo potem še naredil v magisterski nalogi je, se pravi, na podlagi različnih naravoslovnih raziskav, rekonstrukcija pretoka reke Save. Zdaj s temi grafi vas ne bom matral. To je ena študija, kjer so rekonstruirali pretok Save v zadnjih 2000 letih in potem na podlagi sedimentacij je predvsem v Bohinjskem jezeru, na podlagi česa so ugotavljali večjo vodnatost tudi okoli Bohinjskega jezera. Posredno iz tega se da sklepati tudi na pretok reke Save se pravi, v preteklosti, se pravi, od leta 0 nazaj. In kaj sem na podlagi tega ugotovil? Se pravi, da je reka Sava v teh obdobjih imela visok pretok, nizki pretok pa v teh obdobjih. Zdaj bom na posameznih točkah, kjer bo to
smiselno izpostavil. Se pravi, dobili smo nek okviren uvid v pretok reke Save skozi časno. Se pravi, po drugi strani sem pa tudi na podlagi nekih klimatskih zapisov iz sosednjih regij iskal možnosti rekonstrukcije podnebnih nihanj v preteklosti. Zdaj iz same Slovenije imamo zelo slabo s temi paleoklimatskimi rekonstrukcijami, nam jih precej manjka. Zdaj na podlagi kapnika iz ene jame pri Kostanjevici na Krki bojo za holocen, se pravi za zadnjih 12.000 let rekonstruirali podnebje, ki bo v bistvu zelo uporabno tudi za nas. Ampak to sem predvsem si pomagal z nekimi paleoklimatskimi zapisi iz sosednjih regij. In enih bistvenih klimatskih nihanj, ki jih bomo omenili, je, se pravi, obdobje, v katerih je sibirski anticiklon močnejši. To pomeni, da so neki vdori hladnega, suhega zraka iz Sibirije pravzaprav pogostejši in močnejši in bolj pogosti. No, so pač neka večstoletna obdobje, ker se to večkrat dogaja. Na nek način so to vsako zimo pri nas za par dni pride do vdora tega hladnega zraka. Ampak v enih obdobjih je pa to pogostejše. No. Sem tako za oris. Sama nasplošno klima, globalna in tudi ožje gledano, pa je nekim splošnim trendom sledila, se pravi, vidimo od konca zadnje ledene dobe se je segrevalo, potem je bil nek klimatski optimum, podnebje, pa čas, ko je bilo podnebje relativno toplo, da je 5000 pred našim štetjem, in potem se je počasi temperatura povprečna začela zniževati zaradi v bistvu sprememb v zemeljski orbiti in se je pač planet proti novi ledeni dobi premikal. To je še en tak malo bolj lušen schematski prikaz. Vidimo, se pravi, to holocensko toplo obdobje, rimsko toplo obdobje, srednjeveško toplo obdobje, sodobno segrevanje, mala ledena doba. To pa še en podoben graf, ki pa predvsem je všeč, ker kaže to pač segrevanje v zadnjih 50 letih, 100 letih predstavljeno v primerjavi z tem holocenskim nivojem, no, kakor je bilo do zdaj. Tako da to. Ok, zdaj sam, ko smo videli na začetku tisto sivo področje, to sivo področje sem pregledal s tako imenovano lidersko metodo, lidersko tehnologijo. Tlele je spet prikaz, se pravi neko letalo leti nad nekim področjem, spušča dol laser, ki se odbije od krošnje, nekih vej, grmovja, podrasti in tal in potem letala zazna, se pravi izmeri te točke, kjer je prišlo do odboja in na podlagi tega se prek različnih računalniških metod da narediti digitalni model reliefa, se pravi eno podobo površja, digitalno, kjer lahko recimo se odstrani drevesa in potem vidimo, kak je površje oblikovano. Vsako cesto, vsak kupček zemlje, gomile in tudi arheološko najdišče se na ta način lahko išče. In to sem jaz počel, predvsem za Gorjance, in zdaj bom predstavil, se pravi, nekaj novih odkritij. Zdaj se pravi, to je ta prostor, ki sem ga pregledal, se pravi, tlele je državna meja, to je se pravi Sava, Krka, Sotla, Bregana, se pravi, tle tudi poteka državna meja, tlele so Brežice, tlele pa v bistvu Kostanjevica, tako da si malo predstavljamo ta prostor in vsako teh pikic predstavlja eno izmed novih potencialnih arheoloških najdišč. Se pravi, potem, ko sem pa od tale najdišča odkril s to lidersko metodo, sem v bistvu pa še pešel na teren, vse te lokacije pogledati, da vidim, kako pa ta stvar dejansko zgleda na lokaciji in če so bile kakšne arheološke najdbe, sem jih tudi potem pobral. Se pravi, ena stvar so nad Bregano, novo odkrite gomile, ki je ena hrvaška ekipa iz hrvaškega filofaksa, so jih prav tako odkrili, no, približno sočasno z mano, mogoče oni malo prej, no, če jim bo. Isto so, se pravi, nad Grdnjanci, se pravi, ob reki Bregani, se tlele vidi, se pravi, zgleda, se pravi, nek vrh hriba, ki ima na robu nek nasip, to zelo tipične oblike za neka prazgodovinska naselja, niti moj obhod, niti teh Hrvatov, ki sem jih prej omenil, ki so bili na tej lokaciji, niso nobenih keramičnih najdb ali pa česa našli, pa tudi z enim gospodom domačinom sem se tle pogovarjal, ki ni vedel, da bi se kadarkoli kaj odkrilo, tako da je ena dosti skrivnostna situacija, ampak po obliki se zdi kar verjetno, no, da gre za arheološko, za pač neko prazgodovinsko, utrjeno višinsko naselje. To tako zgleda to na terenu, se pravi neka dominantna lega nad to dolinico in tako naprej. To potem nad Veliko dolino na enem hribčku se vidi tle takšne male bunkice, to so na terenu, so takšni kupi kamenja to, ki so, se pravi na franciscejskem katastru, na pač avstro-ogrskem zemljevidu, je ta prostor označen kot pašnik, tako da lahko sklepamo, da so to neki kupi kamenja, ki so nastali pri, se pravi, trebljenju gozda za tale pašnik. To, potem škalice na Gorjancih se rahlo tlele vidi,
neka preoblikovanja površja, tle zeleno označeno, ampak težko rečemo, zakaj gre. Se pravi, grad Gračeno, se pravi nad Podgračenim, kot pove že ime, je sicer že poznan, to je ta rozasta packa tlele, ampak ta liderska analiza je pa pokazala na možne sledi nekih polj zraven gradu. Lahko bi šlo za to. Na franciscejskem katastru je posod tlele gozd, grad je bil že v 15. stoletju zapuščen, tako da verjetno so neke srednjeveška polja, mogoče namenjena skrbi gradu. Lahko bi to bila. To, potem gremo malo bližje sem, se pravi tlele na Šentvidu, sem odkril več polgrobelj, podobno kot tista novoveška, ki so na franciscejskem katastru označena, se pravi kupi kamenja v gozdu. Tlele se jih vidi, recimo pikice, tlele so pikice, tlele se mogoče malo slabše vidi, tako pa približno to na terenu zgleda, se pravi en relativno majhen kup kamenja. K temu se bomo še vračali, tako da imejte to v mislih. Je pa pomembno, da teli se pa na franciscejskem katastru se nahajajo v gozdu, se pravi v času, ko je bila pač pokrajina najbolj izsekana, se pravi v prvi polovici 19. stoletja je tam bil gozd in tega prostora ni nihče uporabljal, tako da to treba imeti v mislih. To, isto na Šentvidu, na Slemenu pravzaprav, so odkrite vojaške, neke pač sledovi vojaških utrjevanj. Martinovi so mi povedali, naj bi to, ja, ste potrdili, tvoj oče se mi Martin, da je rekel enkrat češ, da so to vojaki davno tega uporabljali za neke vadbe. Konkretno, kdaj je pa to bilo, pa v bistvu ne poznam, ampak dosti smiselno se zdi, vse skupaj je bilo 10, če se prav spomnim, tleh je sam par predstavljenih. To, isto na Šentvidu, na eni ledini imenovani Mladine, je v bistvu na franciscejskem katastru, se pravi 200 let nazaj, vidimo, da je tam bila neka kmetija, to so vinogradi, pašnik okrog in tako naprej. Danes je pa v bistvu zapuščeno in se tudi na tem liderju se vidi nek suhozid, ki je tle okrog, pa te polja, mislim področje, kjer so bili vinogradi. To, spet nad Žejnim, podobno groblje, se pravi kupi kamenja v gozdu, franciscejskem katastru, tako v gozdu, pri Sobenji vasi, prav tako, se pravi kupi kamenja pa neke linearne strukture, ki težko reči, zakaj gre, ampak podobna stvar. Potem pri Kamencah pri Čedmu je en hrib po imenu Hrib, kjer so prav tako vidni neki nasipi, ampak tudi nobenih najdb arheoloških nisem najdel, tako da težko reči, zakaj gre. Rimska cesta pri Borštu, se pravi pri Borštu, pri reki Krki, so lehnjakovi pragovi po imenu Rimska cesta, zraven pa se na satelitskih slikah vidi neko takšno v bistvu da pač pridelki tam slabše rastejo, kar dostikrat je pokazatelj, da je neki tam pod zemljo. Domačini se pravi temu rečejo Rimska cesta, ki je bil točen prehod Rimske ceste čez reko Krko, se pravzaprav ne ve, tako da je to ena od možnih lokacij. Boj pa, ne vem, izkopavanje ali pa kakšne druge raziskave bi lahko potrdile ali pa ovrgle. To, potem zanimiva stvar, Grublje, to je ena ledina pri Stojanskem vrhu, se vidi lepo, tlele gor se vidi nasip, tlele zeleno tudi označen, se pravi velika stvar, po moje, tle se meril, da 33.000 kvadratnih metrov, verjetno še večje, odvisno kak se meri, ker se pravi tlele ta del jasno viden, tle so pa vinogradi in vas in je v bistvu pač prezidano, ampak najverjetneje gre za novo odkrito prazgodovinsko naselje, oziroma Pečnik, to je bil en starinokop, ki je izropal celo Dolenjsko in potem prodajal te najdbe v Narodni muzej pa na Dunaj. Je napisal v eni krajši notici, češ pri Stojanskem vrhu v gozdu se nahaja prazgodovinsko stanovanje. Torej, to gre verjetno za neko prazgodovinsko naselje, ki ga je on poznal, zdaj smo ga pa spet odkrili, ker je bilo pozabljeno vmes. To, grobli pri Goreni Pirošici, pri Goreni Pirošici, tle nekje se je nahajala rimska vila, na nivah oziroma zdaj na travnikih so pa pač taki kupi, kjer je veliko rimskodobne keramike, se pravi neke ruševine rimske vile, ki so jih potem na drugo mesto odmetali zaradi nekega razloga verjetno. Isto pri Goreni Pirošici, v bistvu tle ta cesta gre, če se od Krke na Pirošico vosteno, gre po tej dolinici cesta in gor na tem hribu je ena gomila prazgodovinska, ki tudi zdaj ni znana, bila verjetno prazgodovinska, no, tako izgleda to na terenu, se pravi kup zemlje, mogoče je sam kot označevalec poti verjetno lahko pa da je tudi kdo noter pokopan, ker so se takrat pokopali na ta način. To, pri Bušeči vasi, neke terasice tako na hribu, v bistvu južno od Bušeče vasi, gre cesta čez eno dolinco, na pobočju hriba so neke terase in tam tudi en košček take relativno grobe keramike, ki je verjetno
bi lahko bila tudi prazgodovinska odkrivna, ampak težko reči, za kaj gre. Potem pri Gazicah še 2 gomili oziroma 3. potencialna, 2 gomili, tako pa neka raba površja stara, zdaj vse to pod gozdom. Še ena gomila ob Krki pri Znanovcah, preorana, verjetno bila, vidimo tle pikico na sredini, verjetno bila izropana na eni točki, potem pa preorana. Hrastina, to je pri Črneči vasi, tudi v bistvu ena ledina na enem hribu, no. Se vidi neke terase na robu in na francicejskem katastru je to označeno kot pašniki in verjetno so bili pašniki že prej, no. In tudi ta keramika, ki je bila tam odkrita, sem s pomočjo profesorice Katarine Predovnik, smo to določila kot srednjeveško, oziroma pozno srednjeveško bolj verjetno. No, tako, se pravi, lahko, da so tam pašniki bližje od srednjega veka. To, potem pa še v bistvu Hom nad Gradcem nad Podbočjem, se pravi, to je vas Gradec, tle je bila odkrita rimska vila približno, nad njim je pa cerkev svetega Nikolaja, če se ne motim, na hribčku imenovanjem Hom, kjer se vidi veliko nekih terasiranj, tudi veliko kamenja je na površju, ampak že v starejši literaturi se večkrat to omenja kot neka potencialno arheološko najdišče, ampak nič konkretnega se ne da o tem reči. To in še zadnja stvar od novoodkritih stvari je v bistvu ena pot, v bistvu se že v Kostanji Ivici dvigne, to gre na Črnečo vas in prek meje na Budinjak, so jo tudi pač nedavno še uporabljali in ob tej poti sem prav tako odkril eno gomilo, ali pa neki gomilo ali podoben kup zemlje, če hočemo, ki domačini rečejo babina pečina, imajo neko izročilo o njej tudi, ki se nahaja, se pravi, ob tej poti, ki je bila verjetno že v prazgodovini strašno pomembna, ker se pravi, Budinjak je bil pomemben center v prazgodovini, bomo več o tem kasneje, in tam je tudi ena gomila, no to je pa, se pravi, mogoče neko označevalec poti, to je pa en širši, se pravi, oranžno je ta glavni koridor poti, rjavo so na splošno poti v gozdu, ta rdeča pikca je pa ta potencialna ali pa verjetna domnevna gomila. No. To, pol sem pa še šel v bistvu čez neki lokacij, kjer se omenjajo v starejših omembah v literaturi potencialne arheološke lokacije, pa jaz ničesar nisem našel. Zdaj ne bi šel preveč čez to, ampak en kup gradišč oziroma, ja, se pravi, utrjenih prazgodovinskih naselij, ki se omenjajo v starejši literaturi, jaz vsaj s to metodo nisem našel nobenih dokazov za to, kar pa ne pomeni jasno, da jih ni bilo. Ne. Gledam to, kar smo ugotovili, se pravi, to so označene pomembnejši koridorji teh poti gozdnih, te recimo, to je Šentvid, te zelene packe so v bistvu te poti, ki jih uporabljamo, da hodimo na Šentvid, neki manjš pomembnejše poti, rdeče so pa neki, ja, kot sem rekel, glavni koridori, ki so verjetno že zelo stari. In o starosti teh nekaterih izmed teh poti, v bistvu že tudi Dular, se pravi, Dular je en arheolog, ki se veliko s prazgodovino Dolenjske ukvarjal, ali pa še zmeraj ukvarja, je v kakšno leto nazaj predstavil ene par možnih poti čez Gorjancov, čez sleme Gorjancov, se pravi, in zanimale nas bojo poti od 1 do 3, se pravi, ena od Dolenje Pirošice do Kravljaka, se pravi, prazgodovinske, se pravi, starejše železnodobna naselja na Gorjancih, in ta, se pravi, pot iz Dolenje Pirošice gre v bistvu mimo tiste gomile, kjer se ne, se pravi, cesta pot in dan danes cesta na odcepi iz, se pravi, te ravnine Krškega polja na Gorjance, je ena gomila na vhodu za to, po drugi strani pa tudi to gradišče na Stojanskem vrhu je ob tej poti, tako da še več, pač boljši dokazi, da je ta pot bila že v prazgodovini uporabljena. Potem pot od Podbočja, se pravi, nekje pod Podbočjem, se pravi, pod Starim gradom se začne in potem gre gor na Gorjance in se naprej do Budinjaka, mimo te rimske vile na Gradcu in tako naprej, to, kar smo že prej omenili, tle ni bilo nič kaj bistveno novega, potem pa še Dularjeva pot 3, ki gre pa iz Kostanjevice, gor na Črnečo vas in spet preko do Gornje vasi, do Budinjaka. Prvo Dular je v nekih svojih starejših raziskavah sklepal, da ta pot gre po dolini reke Sušice, ki pač, ja, v bistvu pri Šutni, ne, gre med Gorjance, ampak je potem kasneje spremenil svojo idejo, češ, da v bistvu gre po grebenu nad reko Sušico, tam, ko smo to babino pečino gomilo odkrili. To se zdi tudi veliko bolj smiselno, ker po dolini te reke Sušice so še leta 80, če se ne motim, tudi neko gozdno pot gozdarsko, jugoslovansko postavili, od katere dan danes praktično več nič ni ostalo, zato ker relativno oska soseska, kadar pride do pač poplav, odplavi dele poti in tak naprej. Tako da neke oske poplavne soteske niso glih najboljše za poti, tako da se zdi tudi bolj verjetno, da so tudi prazgodovini po teh grebenih hodili. Se pravi, to so poti.
Zdaj pa še ta polja Grobelj na Šentvidu, ki smo jih imeli, se pravi te kupi kamenja, ki so povsod po gozdu. Tlele je to prazgodovinsko naselje na Šentvidu, verjetno pozna bronasta doba in pozni Laten, se pravi pozno keltsko obdobje, no, če tako rečemo. In te rdeče in bele packe predstavljajo v bistvu lokacije, kjer sem odkril te kupe kamenja v gozdu. In vse so načeloma v radiju 2 km te prazgodovinske naselbine, kar se sklada tudi s podobnimi raziskavami na Krasu, kjer so ugotovili, da se v radiju 2 km, po večini v radiju 2 km od nekih prazgodovinskih naselij, podobna polja Grobelj pojavljajo. To je to. Okay. Zdaj pa od nekih teh novih ugotovitev pa gremo proti neki sintezi, se pravi teh vsega, kar smo do zdaj povedali in že znanih arheoloških najdišč. Tako, se pravi, začeli bomo, se pravi, lovsko-nabiralniške skupnosti, ki so tle v mezolitiku živele pred recimo več kot 7000 leti, bomo spustili, ker poznamo samo 2 najdbi kamenitega orodja iz Griča, nad Čatežem. Tako da, kaj več ne moramo o njih reči, mogoče se lahko domnevamo, da je bilo redko poseljen ta prostor. Več gostejša poselitev pa pride na ta naš prostor, ko pridejo sem prvi kmetovalci, se pravi, poljedelstvo, vemo, se razvija na Bližnjem vzhodu, pol čez Anatolijo, Egejsko morje in tako naprej, na Balkan in potem sledi kmetijske skupnosti sledijo reki Donavi in njenim pritokom. Tam nekako po letu 6000 pred našim štetjem se predvsem razširijo. Po 6200 pred našim štetjem, mogoče zaradi nekih klimatskih nihanj, ko se ni bistveno. No. In te poljedelske skupnosti se recimo 5000 pred našim štetjem se ustavijo na Panonski ravnini. Tale prostor, jugovzhodnoalpski prostor, se pravi ta bolj hribovito področje na robu Panonske nižine jih ni zanimal in so se ustavili. Približno do 48. oziroma 47. stoletja pred našim štetjem, ko se pa začne očitno nekaj dogajati. Tale karta nam tle pride prav, se pravi temnejše barve je starejša poselitev, se pravi pred toliko pa toliko leti, pred 7500 leti recimo. Vidimo, tlele se ustavi, to je pa vse mlajše načeloma od 7000 let recimo. Te svetlejši prostor, se pravi tole je, te pikce je Čatež, tam se nahaja. Se pravi, vidimo, da se pridejo do roba tega hribovitega področja, jih ne zanima, ne hodijo tam, dokler se 48. stoletju pred našim štetjem ne zgodi neki. Pred tem časom imamo en prodor teh kmetijskih skupnosti tudi, se pravi, po obreki Savi, gor, takrat je, se pravi, na Čatežu eno izmed naselij ustanovljenih, se pravi, Čatež, Srednjo polje, sam tlele prek reke Save, pa pri nas, se pravi, tudi v Leskovcu, v Ribnici, pri Podgračenem, pri Sevnici in tak naprej. Se pravi, te neke skupnosti pridejo sem. Sočasno, ko pa prve te skupnosti kmetijske pridejo na jugovzhodni alpski prostor, se pravi, ta naš hribovit prostor, pa se na Madžarskem v enem naselju, Alsonjek Batasek, ne znam madžarsko, verjetno sem narobe izgovoril, pa vidimo, da to naselje, prej je bilo nek manjši zaselek, potem pa v 1 do 2 generacijah zelo naraste, se pravi, veliko ljudi se na kup nabere zaradi nekih razlogov. Sočasno s tem, ko so se eni ljudje, se pravi, v tem času so odločili, da se naberajo na kup, ustanovijo neka večja naselja, probajo na tak način se z nekimi novimi okoliščinami spopadati. Nekateri se pa v bistvu odselijo in neke manjše, kratkotrajne, raztresene zaselke ustanovijo v tem bolj periferiji, hriboviti periferiji. No, ampak ta Alsonjek Batasek v 1 do 2 generacijah je zelo narastel, isto je pa v 1 do 2 generacijah se v bistvu naselje sesulo in ljudje so se razselili. In potem podoben način poselitve, kot se pravi neke manjši zaselki, kot so pač pri nas, v Sloveniji rečemo, se razvili se po celem panonskem, pač karpatski nižini, pojavijo. Zdaj te neolitske prve kmetijske naselbine so bile relativno kratkotrajne, 100 do 200 let približno, dosti hitro so se selile, relativno majhne so bile in tak naprej. Imamo slikco? Aha, imamo slikco. To je se pravi nek prikaz, ki ga je za naš muzej naredil, se pravi Gregor Smukovič, življenje tle na Čatežu. V Srednjem polju vidimo pač dokaj preprosto življenje z udomačenimi živalmi in pač poljedelstvom. Sicer na Čatežu je lov relativno veliko vlogo tudi igral pri zagotavljanju prehrane. No, v vsakem smislu pa se ta v 42. stoletju pred našim štetjem, se pravi pred 6200 leti približno, pride do neke prekinitve te poselitve. Sočasno s tem se pravi,
ta naš jugovzhodnoalpski prostor je popolnoma zapuščen praktično, in to je tudi čas nekih klimatskih nihanj, se pravi višjega pretoka reke Save med leti 4150 in 4050 pred našim štetjem in tako naprej. Hkrati pa je več teh vdorov hladnega polarnega zraka. Se pravi, neko podnebje se ohladi, bolj vlažno rata in očitno tem skupnostim ta prostor ni toliko več odgovarjal v teh novih podnebnih razmerah. Hkrati se tudi po celem Karpatskem, pač po celem Balkanu pravzaprav v tem času pride do razpada nekih večjih naselbin, ki so tudi po par tisoč prebivalcev imele na neke manjše, bolj mobilne živinorejske skupnosti. Tako da nekaj se na celem Balkanu v tem času dogaja, naš prostor je pa zapuščen v tem času. To je to. Aha, no in to se tudi hkrati zapuščen, po drugi strani pa pride tudi do zloma prebivalstva, se pravi, tlele v tem času, se pravi, to je 6200 let nazaj približno, se pravi, prebivalstvo predtem se poseli, prvi kmetovalci pridejo sem, potem pa po tem času bo v bistvu nek kolaps tudi populacije. Zdaj, kam so te ljudje šli, ali so pač imeli manj otrok, ali jih je veliko pomrlo, to je zdaj težko reči. Glavni kolaps populacije, ki pol še en čas ne okreva. Ok, pozna bakrena doba, se pravi, za tem časom je dolgo časa, se pravi, vse skupaj, cel prostor naš dost prazen, poznamo sem tu pa tam neke manjše naselbine, dost slabo raziskane, dokaj majhne in tako naprej. Spet v Karpatskem bazenu se tem veliko stvari dogaja, pridejo govorci indoevropskih jezikov, iz katerih se tudi slovenščina, angleščina, neki indijski jeziki, ki so se iz Sanskrta razvili, se pravi, te jezikovne družine, hkrati pa se uvajajo neke nove inovacije, kot recimo kolo, ki recimo na Ljubljanskem barju ga poznamo, pa obdelava bakra se razširi, splošna rata, tudi neke pasme ovc, ki imajo v bistvu boljšo volno za tkanine, se v tem času razširijo, predtem pač tega niso počeli, ne. Tudi verjetno, ja, no, se pravi, en kup novih tehnološki razvoj se tudi na nek način dogaja, pa nas predvsem poznamo poselitev na Ljubljanskem barju v tem času, je najbolj tudi raziskana. Torej to, potem pa v bistvu 2000 let kasneje, zatem skor, pa pride spet do neke zgostitve prebivalstva se pravi, v današnji Sloveniji, spet periferija Karpatskega bazena. V 16. oziroma 15. stoletju pred našim štetjem, se pravi, 3500 let nazaj, pride spet do nekega kolapsa nekih večjih naselbin v Obdonavi in s temi ljudmi verjetno sklepajo neki raziskovalci, no, da so v bistvu pride en kup beguncev, ki se preselijo in današnjo Slovenijo in na južni del, se pravi v Banat predvsem, pa severno Italijo in sabo prinesejo v bistvu nove kulturne navade. V tem času se tudi žarno pokopava, se pravi, pokojniki začnejo spet kremirati in jih pokopavati na pač kremirane, se pravi, ali v žarah, ali pa sam stresijo pepel v zemljo. Po drugi strani pa se, ja, vidimo veliko zgostitev prebivalstva. Tlele z oranžno so označene, se pravi, nove naselbine, ki sem jih jaz označil, se pravi, Podsreda, Velika vas pri Krškem, pri Brežicah in tako naprej. 27 je pa naselje na Obrežju, ki je že dosti na začetku ustanovljeno, spet nek manjši zaselek z grobiščem, kjer se pač žgejo in tako naprej, ki pa je strašno pomembno, no, ker je v bistvu zelo, pač skoraj 1000 let je bilo, ok, to glih ne, 800 let je to naselje trajalo. Vidimo pa v tem času tudi začne število prebivalcev na današnjem slovenskem ozemlju rasteti. Se pravi, neko priseljevanje nekih ljudi z nekimi novimi navadami, pravijo nekateri, da tudi se indoevropski jeziki, nek prednik ladinščine v tem času tudi v Italijo razširi s temi migracijami in tako naprej. Se pravi, to. Potem pa od 13. stoletja pred našim štetjem pa prihaja spet do nekih sprememb. Vemo, konec 13. stoletja je, se pravi, kolaps v vzhodnem Sredozemlju, teh velikih mikenska civilizacija, Hetiti, tudi v Egiptu neka kriza in tako naprej, se pravi, neke velike spremembe tam, s katerimi je bil naš prostor tudi po trgovskih poteh povezan, o tem bom več kasneje. Hkrati pa tudi ta neka velika naselja na jugu Karpatskega bazena prav tako kolapsirajo, pride tudi do kolapsa v severni Italiji in v tem času se pa v bistvu tudi prebivalstvo še hitreje začne višati, se pravi, tlele približno. Se pravi, očitno, no, da so se
iz sosednjih regij veliko prebivalcev preselilo na ta prostor, ki so bili pa kulturno si dokaj blizu pravzaprav s temi prebivalci, ki so že bili na tem prostoru, kar se odraža na nek način, da v bistvu še zmeraj se žarno pokopavajo na eni strani, na drugi strani pa v bistvu vse ta novi naseljenci se orientirajo po teh starejših naseljbinah. Se recimo naselje pri Veliki vasi pri Krškem je v bistvu ostane na isti lokaciji oziroma se za par 10 metrov preseli isto naselje na Obrežju, po drugi strani pa v tem času se ta bogata velika grobišča v Dobovi začnejo, tudi Cerklje ob Krki, Kalce Naklo in tako naprej. In še v 12. oziroma 13. stoletju je pa tudi ustanovljeno višinsko naselje na Libni. Se pravi, večina prebivalcev živi na nekih manjših zaselkih, manjših vaseh na Krškem polju, na teh ravninah. Po drugi strani pa se v 12. stoletju že neka utrjena višinska naselja začnejo pojavljati. Velika Gorica na Hrvaškem. Hkrati pa v tem času tudi začnejo poseljevati Gorjance bolj aktivno, ampak ni pa še, se pravi, v naslednjih stoletjih pa še toliko bolj. Se pravi, kot smo rekli, Šentvid je v tem času poseljen, Libna je v tem času poseljena in to, kar je pomembno v tem času, se pravi, obdelava brona je nekaj, kar redno delajo, množično delajo, na nek način tudi temelj ekonomije. In v tem času se tudi, kot ta utrjena višinska naselja, verjetno kaže na neko bolj hierarhično družbo, se to kaže tudi v nekem prvič se sistematično pri nas začne orožje pojavljati, predvsem meči, ker sekire veliko manj kovine zahtevajo kot meči, so veliko dražji za narediti in so hkrati tudi statusni simbol. Iz Posavja sta dva meča, se pravi prvo tale, je bil odkrit na Dunaju pri Krškem in po svoji obliki, tako bolj koničast, spominja na mikenske rapirje in ga tudi umeščajo v 14-15 stoletje pred našim štetjem. Kar bi pomenilo, da so tudi prebivalci naših koncev verjetno imeli stike s to mikensko Grčijo, Hetiti in tako naprej, s vzhodnim Sredozemljem glavno. Se pravi, vemo, da so ob Donavi pa po Jadranu potekale poti, ampak očitno tudi po Savi. Tale meč je pa v bistvu iz Save pri Krškem nekje, ki pa je v bistvu še malo poznejši, je pa prav iz časa te pozne bronaste dobe, o kateri zdaj govorimo. Zdaj se pa vrnemo spet nazaj k tem kupom kamenja na Šentvidu. Zdaj profesor Novakovič je leta 1999 v enih svojih raziskavah napisal, se pravi, isto on ugotovil, da v času pozne bronaste dobe se poselitev teh ravnic zelo zgosti in in napisal tudi, da se pravi, širitev te kulture žarnih grobišč v Sloveniji je nedvomno povezana s širitvijo bolj intenzivnega kmetijstva. In zdaj, kako je to intenzivno kmetijstvo izgledalo? Na eni strani imamo orno poljedelstvo in večji pomen govedoreje, kot kažejo, se pravi, analize, se pravi, kosti iz tega časa, in v panonskem, karpatskem bazenu je govedo takrat rata glavna živinska vrsta, prehiti drobnico po svoji številčnosti, hkrati pa tudi neke deformacije na kosteh iz slovenskega prostora kaže na to, da so to govedo, da je ali vleklo neke tovore ali pa plug, se pravi za oranje. Potem se že sicer v stoletjih predtem se začne tudi proso uvajati, ki je veliko bolj produktivno, bolj odporno na različne neke vremenske neprilike, hkrati pa tudi ima 2 letine na leto lahko v ugodnih pogojih. In nasplošno neke etnografske in arheološke raziskave so tudi pokazale, da se in orno poljedelstvo in govedorejo načeloma se povezuje z nekimi bolj teritorialnimi, bolj hierarhičnimi, bolj patriarhalnimi družbami pravzaprav. Se pravi, ta nek knez, bojevnik, oče družine takrat postane na nek način vladar. In s tem lahko morda tudi povežemo, se pravi, te kupe kamenja, te groblje na Šentvidu, ki smo rekli, da se nahajajo na franciscejskem katastru se nahajajo v gozdu, kar bi pomenilo, da se pravi v času franciscejskega katastra je v bistvu bila krajina najbolj izkrčena, ko je ta nastajal. Se pravi, so verjetno starejši od srednjega veka, ker je v srednjem veku še bilo bolj gozdnato. Rimljani so se bolj ravnin držali, oziroma ker so si krajino urejali, so v bistvu lepe neke ravne linije delali in niso sam kamenje v gozd metali, tudi verjetno kjeno. In se, kot rečeno, se pravi, se zdi verjetno, da so iz prazgodovinskih obdobij, se pravi, radi 2 kilometrov od
gradišča na Šentvidu in če bi ta v bistvu interpretacija držala, je možno, da te kupi kamenja predstavljajo, se pravi, ostanke nekega trebljenja gozda, izkrčevanja gozda za se pravi, govedo, za krave, zato ker so veliko bolj zbirčne glede terena, po katerem hodijo. Drobnica nima problemov, lahko hodi po kamnitih tleh, medtem ko pa krave rabi veliko bolj izkrčen, popucan teren. Tako da mogoče, da te kupi kamenja so na nek način ostanki teh. Na Krasu recimo se jim je to pokazalo, pri nas so pa še sicer nadaljne raziskave pač potrebne, ampak meni se zdi to kar upravičeno, da lahko to sklepamo. Se pravi, to, hkrati je pa tudi čas nekih podnebnih sprememb. Po letu 1000 je Sava bolj vodnata spet, tudi ledeniki v Alpah so se v tem času širili in spet je bolj pogosto prihajalo do vdorov tega hladnega zraka iz Sibirije bolj pogosto. No. To se pravi, prevladujejo neke vlažne in hladne podnebne razmere, hkrati pa počasi se začne, predvsem v 9. stoletju, že pred našim štetjem, opuščati neka manjša utrjena višinska naselja. Prej sem pozabil povedati. V tem času tudi potem, po 10. stoletju, pa začnejo nastajati utrjena višinska naselja. Libna je že bila, se Šentvid poseli, Starigrad, Spodbočje, potem Gračec na Hrvaškem, pa recimo nad Bregano utrjeno naselje. Po 9. stoletju pred našim štetjem, se pravi nekako okrog leta 800 pred našim štetjem, je pa veliko teh manjših zaselkov na ravninah zapuščenih in se spet pač več se ustanovi nekih naselij na hribih. Recimo nekatera manjša so zapuščena, kot recimo Šentvid, in se prebivalci na Velike Malnice preselijo, medtem ko pa Starigrad, Podbočje, pa Libna in tako naprej, pa recimo živijo ta naselja naprej in tudi neke nove prezidave se naredijo, se pravi kamnite obzidja, prej so imeli sam palisade iz zemlje in iz lesa in tako naprej. Se pravi, neka elita je verjetno bila, ki je skoordinirala en kup dela, da tako relativno na hitro se je tako ogromna obzidja so se zgradila. No. To, se pravi, in ta elita na nek način očitno rata v tem času bolj samozavestna, se bolj hoče razkazovati, tudi obred pokopa se v tem času spremeni, recimo začnejo se pokopavati v gomilah, pridajati en kup orožja, ker predtem moški niso v grobovih dobenih pridatkov imeli, samo bogate ženske grobove, poznamo nekatere. V tem času se bo v bistvu zelo bogati, pač z enim kupom orožja, neki grobovi teh knezov, poglavarjev, očetov, družin in tako naprej, ki se bolj razkazujejo na nek način. Ali pa, ja, to. Potem v tem času smo rekli, da je višji pretok reke Save, naselbine se umaknejo od rek, se pravi, stran so, pač bolj se umaknejo, ne, in na višje področje in tako naprej. Hkrati pa v Savi praktično ne poznamo vodnih najdb. V bronasti dobi predtem in potem v keltskem času so očitno darovali veliko orožja, predvsem pa tudi orodja rekam. V tem času, v starejši železni dobi pa ne poznamo vodnih najdb, kar bi kazalo na nek spremenjen odnos do rek. Mogoče te neke deroče reke, višje reke v tem času so posledično ljudje imeli drugačen odnos do njih. Družbene spremembe smo omenili. Hkrati pa pride do velike rasti prebivalstva, se pravi tale zelen vrh. Pravi profesor Mlekušno, ki je to rekonstrukcijo delal, on pravi, da do 18. stoletja Slovenija ni bila toliko poseljena kot v starejši železni dobi, takšna gostota prebivalstva in toliko prebivalstva na tem prostoru. Tako da, in zdi se na nek način kontraintuitivno, zato gre neko hladno, vlažno podnebje, ni glih optimalno za pač kmetijstvo in tako naprej, bi pričakovali prej v bistvu, da bo nek upad populacije, kot smo videli že prej na začetku te prve kmetijske skupnosti, se zdi, da so zapustile naš prostor v tak podobnih podnebnih razmerah, ampak v tem času pa pride do neke eksplozije prebivalstva in tako naprej. In podobna stvar, v bistvu nek pač ameriški antropolog, ki je raziskal neke inkovske skupnosti, vidi podobna stvar, da se zgodi na eni točki, v smislu podnebje se ohladi, ampak prebivalstvo se pa ful poveča in se preseli v neke utrjene naselbine na hribih. Tako da nekaj podobnega se tle očitno dogajalo, neke nove družbene razmere, kjer so spodbujali očitno množenje. To okrog leta 600 pred našim štetjem pa pride do zloma teh skupnosti, predvsem na Štajerskem pa v vzhodnih Alpah, verjetno zaradi upada skitov. Skiti so neka tako nomadska konjeniška ljudstva, ki so v bistvu napadla ta prostor, veliko poropala, požgala, se tudi sledi, pač odkrili so neke žganinske vlasti, ki nakazujejo da so bila nekatera naselja požgana, ampak po večini so bila tudi pri nas tle na Dolenjskem obnovljena.
za izjemo velikih Malnic verjetno, pa Stari grad Podbočje tudi v tem času verjetno shirala naselbina, ker pač zelo malo najdbe iz tega mlajšega dela starejše železne dobe. Neko Libna se nadaljuje, hkrati pa te bele pikice na zahodnem Dolenjskem pa kažejo v bistvu ustanavljanje enega kupa novih naselbin, kar arheologi razlagajo kot v bistvu Štajerska je bila pa v tem času čisto zapuščena in sklepajo, da je nek val beguncev prišel na ta prostor, ki so se naselili bolj na zahodno Dolenjsko. Tlele pri nas je pa ustanovljeno novo naselje Sveti Križ, se pravi, to je samo tle prek meje na Hrvaškem, pa ravninsko naselje na Drnovem, kar je dosti zanimivo, da so v tem času tudi ravninsko naselje naredili. Kakorkoli, te dve so pa bolj zapuščene, ne Velike Malnice pa Sveti Križ. Tako da to je to. V vsakem primeru, to so še te slikce, razprebivalstvo in tako naprej. V vsakem primeru pa se zdi, da po letu 300 pred našim štetjem pa so te skupnosti bile potem že v zatonu in se na ta prostor naselijo novi prebivalci, ki se jim pač reče Kelti, tako bolj, kakorkoli. Se preselijo Kelti in zdi se spet, da pride do velikega padca prebivalstva, zato ker iz tega časa poznamo samo v bistvu par grobišč, se pravi v Dobovi, tle Sejmišče pri Brežicah, Žadovinek pri Krškem, na Velikem Mraševem in tako naprej. Naselji ne poznamo, ampak se sklepa, da so živeli v nekih pač raztresenih vaseh na Krškem polju, na ravnini. Se pravi, in ne glede na to, so bile pa relativno bogate te skupnosti, poznamo keltski voz, ki je tle pri nas v muzeju tudi rekonstruiran, 3 so bili odkriti na tem grobišču, ki so tudi edini 3 v Sloveniji, tako da očitno neka dosti bogata skupnost. Podnebje se je v tem času tudi v bistvu segrelo, malo ni več bilo tako hladno. Medtem ko pa po sredini 2. stoletja približno, pa imajo Rimljani že več vojaških operacij na tem prostoru, rinejo čez, se pravi tudi ob reki Savi, dol na Balkan, neke vojaški pohodi proti Sisku, proti tem pač plemenam, skupnostim, ki so živeli pač ob reki Savi in pač Panoniji, zaradi česar se v bistvu te Kelti, če jim tako rečemo, spet zapuščajo ta grobišča in verjetno tudi naselja na ravninah in se na neke višinska naselja spet selijo. Spet Libna je v tem času spet poseljena, Šentvit tudi, mogoče Velike Malnice, ni to čisto jasno, Stari grad Podbočje in tako naprej. Možno je sicer tudi, da so ta naselja v bistvu niso bila nikoli zapuščena, ampak da jih sam ne znamo prepoznavati zaradi pač omejenosti našega znanja in metod. To je možno. V vsakem primeru, ta prostor, smo rekli, ob reki Savi, strašno pomembna komunikacija in Rimljani, kako osvajajo ta prostor, v bistvu pač se je odkrilo iz tega časa rimskega osvajanja našega prostora v bistvu en kup vojaških taborov. Najpomembnejši je verjetno tale na Obrežju, ki se zdi, kot da je bil bolj dolgotrajen, ostali so bili bolj kratkočasni, se pravi, rimska vojska na pohodu se utaborijo, skopljajo tabor, v njem prenočijo in grejo dalje. In kaže v bistvu na pomen spet pač brežiških vrat pravzaprav pri osvajanju tega balkanskega prostora. Se pravi, Rimljani osvojijo ta prostor, en kup domačinov verjetno pobijajo, en del domačinov odpeljajo v suženjstvo, en del pa v bistvu zapusti ta utrjena višinska naselja in gre živeti na ravnine. Rimljani si bolj prostor po svoje uredijo in ustanavljajo en kup v bistvu naselbin, predvsem temeljno so v bistvu te tako imenovane vile rustike, podeželske vile, ki so neki centri, gospodarski centri nekega področja, kjer pridelujejo vino, pa žito, pa olje, oljčno olje, v naših koncih verjetno oljčnega olja ne, vino pa žito pa verjetno pač upravičeno lahko domnevamo, da ja. Vidimo, se pravi, dosti gosta poselitev teh ravnin, tudi ob reki Savi, na obrobju Krškega polja, Dobova in potem še naprej ob Savi. Hkrati pa tudi ustanovijo Neviodunum kot mesto, ki je bilo pa predvsem pomembno kot pač pristaniško mesto na reki Savi za, se pravi, trgovino z Balkanom in potem nazaj dalje proti Italiji. To, kar je pa mogoče zanimivo za omeniti, pa se zdi, da Rimljani tega severnega dela Krškega polja sploh niso poselili. Zakaj je to? Se noben ni sistematično s tem vprašanjem ukvarjal, ampak en razlog bi lahko bil tudi to, da v bistvu ta severni del Krškega polja ima taka težja glinena tla, ki so manj ugodna za obdelovanje, tudi neki močvirni gozdovi so verjetno bili dosti gosti tam, kot recimo še danes Dobrava, in da niso imeli še poljedelskih tehnik, da bi lahko to obdelali. Dobro, se pravi to. Potem v drugi polovici 2., pa v 3. stoletju prihaja do različnih pretresov, malo podnebna nihanja, malo epidemije, malo državljanske vojne, malo vpadi teh germanskih ljudstev.
in zdi se, da za mogoče za en krajši čas so bile naselja tle opuščena, vse tiste, ki so bolj raziskana, medtem ko pa se po 3. stoletju ali pa konec 3. stoletja se na Velikih Maljencah, na rimski vili, kjer je danes cerkev Svetega Martina, je bila odkrita rimska vila, pa vila v Skopicah. Rimska vila se vidi, da po teh pretresih, ki so bili, da so v bistvu veliko bolj militarizirane, dobijo neka obzidja, kovnice, tudi več najdb orožja in tako naprej, se pravi, neke vojaške posadke so verjetno bile prisotne na tem področju. Isto pa je verjetno konec 3. stoletja tudi ustanovljena na Velikih Maljencah, kjer je bilo prej prazgodovinsko naselje, ustanovljena tudi trdnjava za obrambo verjetno te in vodne poti in ceste, ki je tle schematsko prikazano, nekaj tle vodila. To je pa v podnebju, se pa v 4. stoletju se tudi podnebje malo stabilizira spet in tudi pride do nekega razcveta ponovnega razcveta Rimljanov tle v Panonski nižini, no. Se pravi to, ampak to več ni dolgo trajalo, smo videli. Hkrati se pa ob koncu 4. stoletja pa ustanavlja več nekih vojaških postojank po Kozjanskem in ob reki Savi, recimo na Svetih gorah, Veliki Vrh nad Osredkom, posredi Kozjek in tak naprej. In skozi, se pravi, po tej soteski reke Save, od tega Dunaja, to je nasprot Brestaniškega gradu, pa vse do v bistvu, kjer se Ljubljanica zliva v Savo pri Zalogu, v bistvu tam se spet odpre in tam je bila tudi ena trdnjava, podobni tej na Velikih Maljencah. Se pravi, celo sotesko reke Save so utrdili, zavarovali, hkrati tudi pa več vojaških najdb iz 4. stoletja iz reke Save nakazuje verjetno na to, da so vojsko transportirali po reki več kot prej, ker se pravi, to je bilo neko mejno področje, ki so ga hoteli zaščititi. Kakorkoli je bil pa to čas tega hiranja rimske države, se pravi, vemo, državljanske vojne, ekonomska kriza, politična kriza, neka militarizacija, medtem ko je infrastruktura propadala, tudi epidemije, podnebne spremembe in se pravi, te migracije germanskih skupnosti, vse to je hiranju te rimske države pripomoglo, zaradi česar so po letu 400 približno ravnine začeli opuščati prebivalci, se pravi iz teh rimskih, iz teh vil, pa hkrati kakšnih zaselkov na ravnini se ljudje počasi začnejo umikati. Te vojaške postojanke, ki smo jih imeli na Kozjanskem, so tudi enkrat kmalu po letu 400 zapuščene, tudi ta trdnjava na Velikih Maljencah, ki smo omenili, in s tem v bistvu se prebivalstvo umakne na neka bolj hribovita področja, recimo na Kozjansko, tle se pravi predstavitev Ajdovskega gradca nad Vranjem, ki je v bistvu vidimo, se pravi cerkvice so tle bile, takrat so bliže pokristjanjeni Rimljani. Tako naprej pa na Gorjance, predvsem tle južno od Šentjerneja, pa pol po nekih bolj hribovitih delih Dolenjske, se pravi, tle še ena mogoče bolj pregledna karta, se pravi na Kozjanskem, hriboviti deli Dolenjske, Gorjanci. Se to prebivalstvo, revnejše prebivalstvo tam umakne, medtem ko bogatejši se pa izselijo v Italijo ali pa na obalo ali pa v Dalmacijo, pa v Istro in tako naprej. Tudi velik, recimo Koper je v tem času ustanovljen strani teh bogatejših priseljencev iz kontinenta. Torej to. Smo rekli, po letu 400 so ravnine bolj kot neopuščene, poznamo vse te zgodovinske okoliščine, so verjetno k temu pripomogle, hkrati je pa tudi po tej raziskavi naj bi med letom 400 pa med letom 536 prišlo do ene hude suše, ki jo primerjajo te sami raziskovalci v tej študiji s temi sušami, ki se v zadnjih desetletjih tudi na Savi dogajajo. No. Tako da hude suše, ki so verjetno tudi pripomogle k temu, da se ljudje so umaknili teh ravnin. Pol je ena zakomplicirana politična situacija, se pravi, rimska država propade, priselijo se različne germanske skupnosti, ki ustanavljajo svoje kraljestvo na tem področju, medtem ko pa na zahodu država rimska propade, medtem ko današnji Turčiji pa Grčiji, Bližnjem vzhodu, pa se nadaljuje in cesar Justinijan leta 536 oziroma 535 želi nazaj osvojiti Italijo in te nekdanjo rimsko ozemlje, zato začne vojaške operacije, ki 30 let trajajo, tudi na tem našem prostoru se spopade z Goti v Italiji in tako naprej, in hkrati izide en kup trdnjav tlele na Jadranu in tudi na našem prostoru. Obnovi na novo zidani Gaber, Veliko Strmico, Rifnik in tako naprej. Nove cerkve so v tem času zgrajene, nova obzidja, novi stolpi, neke vojaške postojanke pridejo. Na zidanem Gabru na Gorjancih je bila nek strašno pomemben vojaški upravni center, verjetno v tem času, ker so pečat od cesarja Justinijana odkrili, ki so zelo redki in tako naprej. No. In se zdi, da v bistvu ta pot ob Savi jih je manj zanimala, koliko bolj ta obala,
pa potem v bistvu tudi Gorjanci na nek način. Tako da mogoče lahko domnevamo, da so namesto, da bi ob reki Savi gor rinili po Koprnem, da so rinili bolj prek Gorjancev. Zdaj, sam prostor Krškega polja, pa vemo, da so že v prvi polovici 6. stoletja na ta prostor neke prve skupine Slovanov naselili, kot neke mejaše, da varujejo ta prehod, da varujejo v bistvu Brežiška vrata na nek način, ampak so bili te Slovani relativno nezanesljivi zavezniki, tudi pisni viri tako pravijo, po drugi strani pa v Cerklah ob Krki, kjer je bilo eno njihovo naselje najdeno iz tega časa, so našli, se pravi, kosti enega večjega goveda v nekih odpadnih jamah, ki pa na tem prostoru več niso večjih rimskih pasem goveda gojili, ampak neke manjše, ki so bolj odporne bile, večje govedo je bilo v Italiji, tako da očitno so te Slovani naseljeni, da čuvajo mejo, malo so čuvali mejo, malo so šli poropati kakšno večje govedo v Italijo, pol so nazaj prišli, če jim je kdo dosti plačal, so ga verjetno tudi mimo spustili na način. Se pravi, relativno nezanesljivi zavezniki, zaradi česar je pol cesar Justinian leta 568 podaril v bistvu to Kozjansko in ta naselja gor verjetno podaril Langobardom, se pravi, ki so prej v Panoniji živeli, oni en čas živijo tlele na Kozjanskem, potem se pa preselijo v Italijo in tam ustanovijo svoje kraljestvo. Zdaj, v 6. 7. stoletju v bistvu vidimo že, te graf, se upravičujem za grafe, ampak se pravi, modra črta predstavlja število naselbin na splošno, svodi se od leta 400 naprej, oranžna črta so višinske naselbine, kot Ajdovski Gradec, ki smo ga prej omenili, zelena črta pa naselja na ravninah. Vidimo, se pravi, po letu 600 na nek način vedno več naselij na ravninah, se počasi prvi neki Slovani spet začnejo naseljevati, verjetno na nek način, ker so poznali že prostor, ja, moj oče je bil pa dol mejaš, v redu ravnina tam ob Savi, gremo se mi tam naseliti, in zato počasi začnejo sem prihajati, ker so očitno spoznali ta prostor, ko so bili Justinijanovi mejaši, višinske naseljbine pa v bistvu stagnirajo. Se pa vidi v resnici, da so te prebivalstvo teh višinskih naseljbin v vedno večjo krizo zahajalo. Več razlogov je, ampak glavni, ali pa eden izmed glavnih je verjetno to, da so bili njihovo poljedelstvo, se je naslanjalo na rimsko tradicijo, kar je pomenilo, da so v bistvu gojili žito. Žito naj bi bilo v bistvu pšenica je relativno občutljiva, hkrati ima pa visok pridelek, ampak v tistih letih, kjer ne uspe, so se pač prej, dok je država še funkcionirala, so pač šli na trgu, so si kupili žito, da so izgubljene zaloge nadoknadili. Tlele v 6. 7. stoletju, ko pa država več ni delovala, ni bilo več možno kupovati žita, da bi pač tole nadoknadili propadle letine, so vedno bolj stradali, tudi analize, se pravi kosti teh staroselskih prebivalcev iz Bleda sicer, so pokazali, da so bili oni v bistvu med najbolj bolanimi, najbolj slabotnimi ljudmi v celotni centralni Evropi v tem času, koliko so to primerjali. Se pravi, ni bilo najbolj fajn. Po drugi strani pa je še po letu 536 je izbruhnil en vulkan leta 536, ne ve se točno kje, ki je pa zelo ohladil podnebje, zaradi katerega si lahko mislimo, da so tudi te skupnosti še težje shajale, sploh ker so na relativno visokih točkah živele, ker je bilo že tako bolj hladno in tako naprej. Medtem kot Slovani, ki so se priselili, oni so pa v bistvu drugačno obliko poljedelstva imeli, glavni pridelek naj bi bil ječmen, ki je pač tudi bolj otvoren, drugačno zemljo zahteva in zaradi tega tudi prvo niso pogosto prihajali v konflikt s temi domačini, ker so jih pač različna področja zanimala. Na eni strani, po drugi strani so pa veliko bolj znali kmetovati v teh novih okoliščinah. In zaradi tega so po letu 600 približno te staroselci zapuščali te višinske naseljbine kot Ajdovski Gradec, ki smo ga omenili tudi na Gorjancih in tako naprej, ali pa se vsaj bliže dolinam selili in se potem postopoma zmešali s temi domačini, mislim s temi priseljenci, s temi Slovani, kar se v bistvu tudi naši genetiki odraža, da smo potomci teh priseljencev in domačinov, pa tudi v jeziku in tako naprej, in nekih kmetijskih tehnikah in tako. To je to. Potem neka, se pravi, ta zgodnejša slovanska naselja, vidimo tle v dobu, imamo dve grobišči, ki so pol že 9. 10. stoletje, Cerkle ob Krki, ki tista prvi mejaši, ki smo jih omenili, in potem kasneje od 8. stoletja naprej naseljeno in mogoče je že v bistvu takrat prav vas Cerkle ob Krki nastala po 8. 9. stoletju, ki je mogoče kontinuirano bila naseljena, to se ne da čisto odgovoriti. Tako. Se pravi to. Potem pa prihaja počas že do
se pravi uvajanja pač tega srednjeveškega načina življenja, se pravi pleterski, pravi, da v 10. stoletju se pač že prej, no že v 8. 9. stoletju se cerkve in neke nove oblastne strukture spostavljajo v recimo Karantaniji, na Koroškem, na Gorenjskem in tako naprej, se veliko prej več krščanstvo uvede, medtem ko pa Dolenjsko, pa predvsem Dolenjska, no, pa je relativno pozno prve cerkve začnejo zidati. Na našem prostoru poznamo v bistvu najstarejše cerkev, recimo so te kapeli na Svetih gorah, mogoče že z 10., verjetno že z 10. stoletja, nič iz dobrih datacij, vsaj koliko jaz vem, plus v Bistrici ob Sotli, pod Svetimi gorami, tudi zelo stara cerkev, mogoče tudi že z 10. stoletja. Hkrati pa umetnostni zgodovinarji pravijo, naj bi tudi cerkev v Mrzlavi vasi bila predromanska, mogoče že tudi 10. stoletje, ampak ne znam se kritično do tega opredeliti. V glavnem, v 10. stoletju začnejo prve cerkve tlele vzpostavljati, prebivalstvo se pravi zapušča ta stara pokopališča, se začne pokopavati ob cerkvah, hkrati se pa tudi ta neka stara plemenska skupnost razgradi in se počasi nek fevdalni sistem vzpostavlja. Pride zares fevdalni sistem pa na svoje, predvsem po letu 1043, se pravi Ema Krška, ona je bila, se pravi, žena od Viljama II., kjer mu je cesar en kup posesti podelil po celotni Sloveniji in on je relativno mlad umrl, ona je to podedovala in pred svojo smrtjo je ustanovila samostan v Krki na Koroškem, kjer mu je podarila ogromne posesti, hkrati pa tudi salzburški nadškofiji leta 1943, ko je umrla. Se pravi, levi breg Save, se pravi od Sevnice do Brežic, dobi salzburška nadškofija, Kozjansko dobi krški, pač ta krški samostan, kasneje tudi krška škofija. In s tem se v bistvu začne neka nova faza, se pravi ustanavljena srednjeveške te pač fevdalne posesti. No. Pred kratkim sem se z enim zgodovinarjem pogovarjal, ki je rekel, da se je pogovarjal z nekimi zgodovinarji iz Šentpavlskega samostana v Avstriji in da so rekli, da dvomijo, da je sveta Ema zares obstajala, da so vsi viri, ki o njej govorijo, v bistvu šele več kot 100 let po njeni smrti nastali, tako da možno, da je v bistvu izmišljena oseba. Njen kult vemo, da je v veliki meri kasneje krška škofija ga promovirala, oni pa pravijo, da morda sploh ni obstajala, no, to je tako zanimivo, sem zvedel pred kratkim. To, se pravi, smo rekli, severno od Save dobi, je v lasti, se pravi, salzburške nadškofije, južno od Krke je bilo relativno dolgo neposeljeno, ampak po 12. stoletju v bistvu začnejo predvsem Španhajmi veliki del tega kolonizirati. Se pravi, južno od Save ustanavljajo se različna mesta, predvsem po 12. stoletju, zato ker do 12. stoletja je na Krškem polju več bojev verjetno potekalo med ogrsko državo, se pravi, ja, ogrskim kraljestvom in Svetorimskim cesarstvom, kjer je pač Posavje, Krško polje bilo eno izmed bojišč, ampak po sredini 12. stoletja, ko so v bistvu ogre poraženi in potem v bistvu nadškof, salzburški nadškof Konrad II. Se je veliko trudil, veliko cerkev tle se zidal, Brežice je ustanovil, grad Reichenburg je pač obnovil v tem času in tako naprej. Tudi veliko kmetov naselil, predvsem na ta štajerski del Krškega polja in predvsem v tem času je tudi prvič se zdi, vsaj prvič poseljen ta severni del, se pravi ta glinen del, ki smo prej omenili, Krškega polja, kar se podobno tudi na Dravskem polju, no, so ugotovili, da v tem času se prvič te težka glinena tla pač poseljena, obdelana zaradi pač izuma težkega pluga in tako naprej. Po drugi strani pa se ob reki Krki ustanavljajo recimo Gutenberg, Kostanjevice na Krki in tako naprej, se pravi v smislu, da se meja Svetega rimskega cesarstva iz reke Krke prestavi na Gorjance. Se pravi to, do konca 13. stoletja je bilo relativno stabilno, ugodno, toplo podnebje, po letu 1270 se pa podnebje spet ohladi, začne ohlajati, zaradi zmanjšane sončeve aktivnosti, nekih vulkanskih izbruhov, se začne mala ledena doba. To so potem gradovi, nisem še tle pomenil. Hkrati se pa v tem času tudi veliko gradov začne ustanavljati, Gračeno, verjetno že prej, so ga že Hrvati izgradili, mogoče že v 11. 12. stoletju, potem pa hkrati en kup gradov ob reki Krki, ob reki Sotli in jasno ob reki Savine. Pol v 15. stoletju sta že dva gradova opuščena, se pravi Stari grad Podbočje in grad Gračeno. Takrat je tudi čas, ko se že osmanski napadi na prostor začenjajo, po letu 1470 približno. In s tem se v bistvu že novi vek napoveduje za opuščanjem gradov, gradnjo dvorcev, vojni z Osmani in tako naprej, ampak
s tem se bom kasneje ali pa kdo drug ukvarjal. No. Tako da, to je to z moje strani. Hvala za pozornost.